Projekt Emily je v bistvu evropski projekt. Magister Čižman in dr. Tavčar, vidva sta vpeta v delo na tem projektu. Za kakšen projekt v bistvu gre? V bistvu gre tu za evropski projekt za mediteransko regijo. V ta projekt je v bistvu vključenih 6 inštitucij iz 5 evropskih držav. Torej iz Španije prihajata Cirke in IAT, iz Francije KP Energies, iz Italije AREA, iz Hrvaške REA in iz Slovenije Jožef Stefan inštitut. Namen celotnega projekta je v bistvu poiskati in spodbujati nekatere učinkovite in inovativne, recimo temu, tehnologije na področju v bistvu gradbenega sektorja. Projekt v samem projektu je namen zgraditi 6 različnih pilotnih naprav, ki pokrijejo različne segmente varčevanja z energijo, od klasičnega varčevanja z energijo, uporabo različnih sončnih tehnologij, potem energetskega menedžmenta, potem klimatskih sistemov. Seveda nekateri deli teh projektov so bolj inovativni, novejši in uporabljajo tehnologije, ki niso v bistvu niti blizu recimo temu nastopa na trgu, medtem ko nekateri uporabljajo rešitve, ki so že dostopne na trgu, vendar jih seveda prilagajajo svojim zahtevam. No, rekli ste, da je Institut Jožef Stefan pristopil k tem projektu Emily. Natančneje vaš oddelek za anorgansko kemijo in tehnologijo. S kakšnimi znanji ste vstopili noter? Ja, sam inštitut pravzaprav je na področju energetike ali pa energetskih sistemov tudi neka referenca v slovenskem področju. In zdaj seveda ta projekt se nam je zdaj pa zanimiv predvsem zaradi tega, ker govori o inovativnih tehnologijah. In glede na to, da je odsek tudi zelo razvojno in raziskovalno naravnan, se nam je seveda zdelo zelo primerno, da se vključimo v ta projekt. Na vse zadnje sodelujemo tudi s drugimi raziskovalnimi inštitucijami in tukaj gre v nekem smislu tudi za prenos znanj iz različnih okolij. In energetika sama ima pač velik potencial, in vidimo, da gre v take precej interdisciplinarna področja, torej ni zgolj energetika, tako kot je bilo morda pred leti pojem, da je to, ne vem, samo elektrogospodarstvo ali kakorkoli, ampak so v bistvu tehnologije, ki vključujejo zelo različne znanje in tukaj smo seveda videli svoje mesto in kar se je seveda tudi potrdilo potem skozi sam projekt. No in vaš projekt v okviru Emily je Infrasan, ne? Tako, mi smo se odločili za, glede na to, da je to področje, ki ga pokriva projekt, mediteransko področje, nekako z Mediteranom povezujemo tudi več sonca, torej več prisotnosti te vrste energetskega vira in mi smo se odločili tudi za eno tehnologijo, ki je s tem povezana, oziroma za recimo povezavo različnih tehnologij. Govorimo recimo o tehnologiji adsorpcijskega hlajenja in pa uporabili smo tudi na drugi strani vakuumske sončne kolektorje kot torej sistem za zajem toplotne energije. No, in mi smo potem te dve tehnologiji povezali v sistem, ki ga imenujemo Infrasan. Zdaj ime izhaja nekako iz termina ali pa iz besed Sun as infrastructure, torej sonce kot infrastruktura. Ideja je bila, da bi torej v nekem smislu rekli, namesto da bi kot vir energije uporabljali plin, olje ali pa neke fosilna goriva, recimo, mi uporabljamo torej sonce kot tisto nadomestek za torej infrastrukturo v tem klasičnem smislu, odtot tudi ime. Gre pa v bistvu za inovativne izrabo sončne energije, ogrevanja in pa hlajenja. Da, seveda, v tem projektu Infrasan definitivno gre za inovativne pristope. Seveda, ogrevanje s pomočjo sonca je znano že precej časa in v tem primeru s soncem seveda s pomočjo sončnih termalnih kolektorjev pač greješ vodo. Hlajenje pa je stvar, ki je recimo na tej tematiki redko zastopano. In zato, ker pa seveda hlajenje recimo potrebujemo poleti,
gretje več ali manj po zimi in seveda v mestnih časih, je pomembno, da se naredi zasnova, ki pokrije celoletno obdobje, kar pomeni, da se zajeta sončna energija v bistvu porablja preko celotnega leta. Seveda pri tem smo pristopili z uporabo teh, recimo temu, novih oziroma inovativno dizajniranih teh sončnih kolektorjev, s katerimi pač pridobivamo energijo za celoletno obratovanje, torej hlajenje in gretje. Seveda pa lahko to tako pridobljeno toplo vodo porabimo na tudi več drugih načinov, seveda v primeru potrebe. Se pravi, da takrat, ko je sonce ali pa, mislim, da ste rekli tudi lahko nekoliko zastrto sonce, kolektorji pobirajo, akumulirajo, ne? Tako, zdaj ti naši kolektorji na prvi pogled niso tako, nič zelo posebnega, ne? Zdaj, če seveda pogledamo v njihovo drobovje, recimo, vidimo seveda, da govorimo o zasnovi, ki je inovativna. Moramo povedati pa poudariti, da so pri tej zasnovi sodelovali tudi sploh pri razvoju tehnologije za izdelavo, tudi slovenska podjetja, Talum, ne, kot strokovnjak na področju obdelave aluminijastih materialov. No, zdaj, sam v bistvu vakuumski kolektor je že v zasnovi tak, torej, da omogoča zajem sončne energije tudi v primeru difuzne svetlobe, to pomeni, če je oblačno vreme, ravno tako dobimo kar nekaj energije, ne? V primerjavi recimo z nekimi ploščatimi kolektorji seveda bistveno več, tudi v takem vremenu, kar je za Ljubljano recimo pomemben podatek, ne? Seveda Ljubljana je relativno pogosto, torej ima nekako ali zastrto sonce, sploh letošnjem letu smo bili priča precej neugodnemu vremenu poleti, tako da smo imeli tudi malo, bom rekel, težav morda s preizkušanjem teh tehnologij, ki smo jih vgradili. Pilot je začel delovati sredi julija. In zdaj seveda, smo se pa seveda lahko tudi prepričali, ne, da kljub temu, da je recimo vreme relativno neugodno, oblačno, so kolektorji učinkoviti in da dajo kar precej toplote. Kako ste našli proizvajalca opreme? Sprašujem to tudi zato, ker je v projektu vgrajenih več obetavnih tehnologij in pa inovativnih proizvodov. To je lahko kar problem. Za nove tehnologije, torej, ki so že primerne za vgradnjo, zato da potem sistem sploh deluje, da nekaj da od sebe, seveda ni tako enostavno najti dobavitelja, proizvajalca. Zdaj, mi smo že v sklopu projekta izdelali, smo bili nekako zadolženi pravzaprav kot inštitut za pregled v sodelovanju z italijanskim partnerjem Area iz Trsta. Smo bili zadolženi za pregled tehnologij, obetavnih tehnologij in tudi v sklopu tega smo nekako imeli priložnost malo bolj raziskati, kaj je na trgu že na voljo, katere tehnologije tudi imajo relativno velik potencial. Seveda potem je bilo pa potrebno čisto konkretno poiskati proizvajalce, se z njimi dogovarjati, torej že predno smo sploh konkretne projekte izdelovali, tako da smo videli, ali je to primerna tehnologija, ki bi jo bilo možno vključiti v sam pilotni sistem. Tako da smo tudi opravili nekaj sestankov, obiskov pri potencialnih dobaviteljih. Slovenskih? Tukaj govorimo predvsem o tujih. Zdaj, slovenski dobavitelji so bili pa vključeni praviloma bolj kot njihovi razvojni dobavitelji teh, torej od katerih smo potem mi teh tehnologije tudi nabavili. Za recimo primer te inovativne vakuumske sončne kolektorje termalne smo se pa odločili prav zaradi tega, ker je tudi kar nekaj slovenskega znanja zraven in seveda določeni izdelki, ki so vključeni v te produkte ali pa podsklopi, se pač izdelujejo v Sloveniji. To se nam je zdel tudi nek primeren prvič pokazatelj, da Slovenci smo sposobni tudi izdelovati stvari, ki so nekako tehnološko zelo napredne. In pa na vse zadnje, zakaj ne bi v okviru tega projekta tudi pokazali, da Slovenija ima konkretno proizvodni potencial, ne. To je tudi na vse zadnje namena, ne, ker sam pilot, mogoče tega nismo na začetku omenili,
ciljna skupina za ta projekt, pa tudi za te pilotne sisteme, so majhna in srednje velika podjetja na eni strani, torej da pač imajo možnost videti, kako stvar deluje, kako je vgrajena, torej da tudi morda najdejo svojo nišo, recimo ali kot proizvajalci ali kot izvajalci inštalacij. In po drugi strani je namenjen projekt tudi, recimo temu, upravnim organom, ki skrbijo v nekem smislu za razvoj, recimo, politik na tem področju, tudi v Sloveniji, in seveda v ostalih regijah, ki so vključene v ta projekt. Za Slovenijo pa lahko rečemo, seveda, da bi bilo to zelo pomembno, da bi te tehnologije našle svoje mesto tudi v nekih, recimo, strukturnih rešitvah. Pa so se strukturne politike kaj odzvale že na ta res inovativen projekt? Zaenkrat, če ni bilo odziva na tem področju, vendar otvoritev projekta je bila šele pred kratkim in je povsem prav tako tudi menjava vlade v bistvu in zaradi tega nisem pričakoval kakšnega hitrega odziva. Je pa res, da v prihodnosti nameravamo narediti nekaj različnih delavnic, na katerem bi predstavili te inovativne tehnologije malim in srednjim podjetjem. Namen imamo pa tudi narediti delavnice z različnimi tem strukturnimi oziroma državnimi uradniki, ki delujejo na tem področju in bi jim poskušali predstaviti te tehnologije oziroma prednosti te tehnologije in jim morebiti nakazati možnosti za naprej. Se pravi, prav učno delavnico, učni model. Da. Kakšen pa je izkoristek tega vašega modela, objekta? Seveda, če računamo, tako kot smo že rekli, da lahko Slovenija tudi ni preveč radodarna s soncem. Ja, seveda, pomisleki v smislu tega, koliko vložimo in koliko potem dobimo recimo z uporabo teh naprav, ki so vgrajene v pilot, je seveda vedno na mestu. Zdaj, treba se zavedati, v tej fazi govorimo predvsem o tehnologijah, ki so nekatere zelo sveže na trgu, so že torej komercialno dostopne, nekatere so pa še v neki pozni razvojni fazi in kot taki v bistvu težko stroškovno vrednotimo, torej rečemo, koliko so zanimive. Zdaj, nedvomno, izkoristki sami so gotovo kot povsod pri vsaki napravi pomembni, no tukaj recimo, če govorimo o konkretnih številkah, pri tem hladilnem sistemu, ki smo ga vgradili, tem adsorpcijski hladilni napravi, so recimo ti COP-ji, ki govorijo nekako o tem izkoristku, torej vloženih energij oziroma pridobljene energije, hladu, govorimo recimo o vrednostih 0,55, mi smo nekako dosegli te številke, zdaj sam proizvajalec nekako navaja, da bi možno doseči 0,65, torej 65%, pomeni razmerje med vloženo toplotno energijo in pridobljenim hladom. Zdaj seveda, na prvi pogled so te COP-ji zelo nizki, se pa treba seveda zavedati, da tukaj govorimo o energiji, ki je dobesedno zastonj, sončna energija pravzaprav nič ne stane. Če pa govorimo recimo o drugih energijah, ki so pomembne za ta sistem deluje, to pomeni predvsem o električni energiji, pa lahko ugotovimo v bistvu, da je delež vložek električne energije za to, da sistem deluje, izjemno majhen. Zdaj govorimo o teh COP-jih električnih, bi pa govorili lahko celo o vrednosti tja do 15, kar je pa izjemno v redu. Zdaj, pri samem solarnem sistemu, torej pri vakuumskih kolektorjih, so pa izkoristki v tem trenutku primerljivi z večino bolj kvalitetnih vakuumskih kolektorjev, ki so na trgu. Smo pa seveda mi že v okviru tega projekta meritev ugotovili, da so določene stvari, ki jih je potrebno izboljšati. In bom rekel, se je vzpostavil zelo partnerski odnos z dobaviteljem. To je podjetje Fissmann, ki je pač prevzelo to tehnologijo od prejšnjega razvijalca. In smo seveda videli, da so določene stvari, ki jih je možno še izboljšati, tako da pričakujemo seveda, da bo tukaj tudi še tehnologija izboljšana in ko bo komercialno dostopna.
da bo seveda zelo konkurenčna, tudi s cenovne plati, pričakujemo vsaj. Pa obstajajo kompatibilnosti recimo s temi konvencionalnimi sistemi ogrevanja? Seveda obstajajo ali hlajenja, no? Mislim, seveda obstajajo kompatibilnosti, predvsem z ogrevanjem, ker konec koncev naš sistem uporablja pač vročo vodo za vse, torej za gretje in hlajenje, kar pomeni, da kakršnikoli recimo grelni sistem, ki vključuje recimo temu toplo vodo, za vročo vodo lahko uporabimo tudi za hlajenje preko našega sistema. Je pa res, da sistem s klasičnimi klimatskimi sistemi, ki se večinoma uporabljajo v pisarnah in podobne zadeve, pa ni kompatibilen, ker gre za povsem drugačno tehnologijo. Tam se uporablja v bistvu elektrika kot vir energije, v našem primeru pa recimo vroča voda. No, sistem je gotovo, tako kot je Gašper rekel, zelo kompatibilen, torej z že obstoječimi, tudi recimo ostalimi, čisto konvencionalnimi načini, recimo ogrevanja, če govorimo o tem delu ogrevanja, v bistvu jih je relativno enostavno dograditi, ker praviloma že obstaja nek hidravlični sistem in tukaj to dograditi ni neka posebna znanost. Tako da tudi v tem smislu ima stvar velik potencial, ker pomeni, da lahko recimo iz čist konvencionalnih načinov ogrevanja, recimo iz teh fosilnih recimo tehnologij, se da relativno enostavno prehajati tudi na torej uporabo obnovljivih virov, recimo kot je na primer sonce. V koliko času pa bi eventualno bil že na voljo za širšo uporabo? Težko odgovoriti na to vprašanje. Načeloma bi se sistem dal kupiti na trgu. Samo trenutno, zaradi tega, ker gre za pilotne tehnologije, so verjetno cene precej previsoke, da bi si pač tako napravo pač inštaliral v bistvu doma. Ampak tehnologije so pač nekaj na meji med že dobavljivimi in tistimi, ki ne bi prišli na trg recimo naslednje leto. Tako da mislim, da je stvar dovolj dostopna, da v primeru recimo velike želje bi se dalo to trenutno postaviti kjerkoli. Zdaj recimo to govorimo o solarnih kolektorjih, tega tipa, ki smo ga mi ugradili. Zdaj, po drugi strani so pa te hladilne naprave so pa komercialno že dostopne. So pa, kot je Gašper rekel, relativno visoka cena je še kljub vsemu, ker tukaj seveda manjka neka kritična masa prisotnosti na trgu, da bi se lahko cena teh tehnologij znižala. Je pa gotovo recimo možno ali pa zelo primerno uporabiti, če govorimo recimo o tehnologiji adsorpcijskega hlajenja, je pa možno seveda kombinirati z nekimi viri recimo toplote, ki so v nekem smislu lahko odpadni viri toplote in v nekem smislu povečamo izkoristek energije v celotnem sistemu. To pomeni, da dogradimo to napravo in jo uporabljamo lahko za namen hlajenja. Recimo v nasprotnem primeru, če ne bi imeli recimo te naprave, bi morda tisto energijo lahko enostavno zavrgla kakorkoli. Govorimo recimo o tem, recimo v tem smislu o primernosti te tehnologije tudi za recimo širšo uporabo. Tukaj do neke mere govorimo tudi o možnosti uporabe recimo temu odpadne tople vode iz industrijskih procesov, ki ne samo, da so zastonj, v bistvu še celo pomenijo strošek za določeno proizvodno, kar pomeni, da mora pač proizvodnja vlagati denar za hlajenje le-te, ker vroče vode ti nekako ne smeš direktno vrniti v okolje, kar pomeni, da moraš prej ohladiti do določenih temperatur in seveda poslati nazaj v okolje. V tem primeru pa bi lahko preko določenih teh tehnologij to zadevo v bistvu uporabili, recimo temu dodatno zaslužili in seveda preostanek vrnili nazaj v okolje. No še tole, glede na to, da je Infrasan del širšega projekta, evropskega projekta EMILI, a obstaja potem eventualno pri širši proizvodnji, širši tudi povpraševanju po tem modelu, možnost, da se naši proizvajalci povežejo in delajo s tujimi proizvajalci na nekih skupnem modelu? Zdaj, gotovo tukaj, glede na to, da govorimo o nekih novih tehnologijah,
seveda je pričakovano, da je potrebno imeti kar nekaj znanja, specifičnega znanja za vključitev recimo v te procese. Zdaj, v smislu proizvodnje je že dokaz, da tudi slovenska podjetja imajo in priložnost in tudi znanje, vsaj določena. Gotovo je tukaj pač možnost se povezovati, tudi namen projekta je nekako, da se te informacije nekako prelijejo v teh regijah, ki so vključene v sam projekt. Zdaj, v smislu uporabe te tehnologije je pa namen pravzaprav torej prikazati tehnologije, ki so potem lokalno primerne za vgradnjo, za uporabo. Torej ne govorimo zdaj o neki tehnologiji, ki recimo za Slovenijo sploh ne bi bila primerna, pa bi bila zelo inovativna, ampak je dejansko tudi bom rekel, izkušnje, ki jih imamo zdaj v teh nekaj mesecih na samem pilotnem projektu, da so to tehnologije, v bistvu, ki so za Slovenijo lahko zelo uporabne. To pomeni v smislu tega, torej je veliko podjetij, ki bi lahko vgrajevali to opremo, po drugi strani pa seveda bi lahko sodelovali tudi pri vsaj dobavi določenih komponent, recimo tem dobaviteljem. Zdaj, težko si je seveda predstavljati, da bi kar čez noč osvojili vsa ta znanja, da bi lahko samostojno to vrstne naprave delali, je pa seveda tudi to vedno možno. Je pa treba seveda kar nekaj vložiti v to, ker gre le za napredne tehnologije.